Eno zgodbo, to pa imam eno dobro zgodbo. Bilo je, mislim, da ene 2 leti nazaj, za moj rojstni dan. Moje ime je Rok Forstnerič, star sem 22 let, imam precej aktivno življenje, vsak dan veliko lesarim po Ljubljani, kjer tudi delam kot zeleni dostavljalec paketov, veliko hodim v hribe, veliko plezam, ukvarjam se tudi z gorskim tekom, doma rad kuham, seveda veganske jedi, a ne, vegan sem pa že od leta 2014. Prvič sem za veganstvo slišal že v osnovni šoli. Imel sem enega sošolca, ki je v bistvu se nam priključil kasneje, v 9. razredu. Smo imeli par predmetov skupaj in ko smo bili pri kosilu, on je imel neke posebne zelenjavne zrezke in takrat sem ga vprašal, kaj ima on to, kako to, da nima mesa, in mi je povedal, meni se takrat v bistvu to nič ni zdelo, pač jaz sem zelo, kako bi tem rekel, sprejemu drugačne in se mi je to zdelo tako kot ena nova, da nekaj novega vem, ne. Prav za veganstvo sem se odločil, bil sem že vegetarijanec ene 4 leta in imel sem v bistvu 2 prelomni točki, ena je etični vidik, druga je bil pa bolj zdravstveni, oziroma takrat sem se že ukvarjal s športom. Takrat, ko sem v bistvu, meso sem že nehal jesti, tudi v bistvu zmanjševal sem vse druge živalske izdelke. V bistvu takrat sem jedel samo še kakšen sir, časno. Pretežno sem že jedel rastlinsko prehrano in sem že vedel v bistvu tisti benefit, ki sem ga dobil od pretežno take hrane. Recimo včasih po več dni skupaj nisem jedel in sem se dobro počutil, pa če sem včasih kakšen sir, predvsem recimo se najbolj poznal take mlečne zadeve, se je pa hitro pol to obrnilo počutje, tako energija, tudi prebava in sem vedel, da je to veliko boljše. In tudi, ko sem recimo kakšne daljše recimo ture s kolesom ali pa po hribih, tako se je veliko bolj poznalo, če sem jedel sam rastlinsko hrano. Prehod je bil predvsem negativno, so to vsi dojeli. V družini še zdaj se to pozna pri prijateljih. Na začetku je bilo mogoče nekaj bolj tistih predsodkov pa tako, ampak s časoma smo se družili pa so počasi videli, da je to tako zelo normalno, da lahko dobro jem, sem velikokrat kaj ponudil, pa so pa s časoma gledali na to veliko boljši in tudi, ko so videli mogoče kakšne moje dosežke pa tako, so videli, da je to v bistvu čisto kul stvar in so tudi nekateri že naredili kakšno tranzicijo v to smer, na kakršenkoli način se je mogoče ne čisto v veganstvo, ampak so tudi bile pozitivni odzivi, tako, ampak na začetku je pa sploh tisto najbolj klasično. Ja, na začetku je bilo tako kaj mi bojo zdaj kuhali, ne. V bistvu mi imamo doma skozi isto jemo praktično, skozi se nekako vrti ta jedilnik in pač noben ni imel ideje, kaj bi si kuhal, ne. Takrat sem se tudi v bistvu začel s kulinariko ukvarjati, ker sem sam sebi začel kuhati, kar mi je tudi še zdaj ful všeč, da si lahko sam kuham, da odkrivam veliko novih zadev in takrat se je pol tudi v bistvu sem začel tudi veliko druge zadeve, novih zadev jesti, sem odkrival veliko nove hrane in v bistvu je bila tudi to ena pozitivna sprememba glede tega. Tako da zdaj me še kdaj, recimo tudi babi me kdaj sprašuje, a si še zmeraj na čudni dieti, pa kakšni so pa že tako pač. In pa res dan kaj zaproba, pa so ful navdušeni, tako da na začetku so bila ful negativni odziv, ampak s časoma pa se to gre zmeraj
zmerno boljše. Vse recepte v bistvu se spomnim sam. Nekako malo vidim, kaj imam, kakšne sestavine. Pol se nekako spomnim, na kakšen način bi kaj pripravil. Tudi že kaj malo vem, kjer zadeve se tako kombinirajo, ne vem, tudi glede ne samo mogoče okusa, pa recimo tudi teksture in strukture hrane, da vem kako kaj skuhati. Drugače pa receptov se pa ne držim. Včasih sem mogoče kaj pogledal za kakšna razmerja, kako se recimo, kako je treba kaj kombinirati. Sploh se ne vem, recimo za kakšne presne torte sem veliko delal, pa tako torte, pa take zadeve, take bolj specifične, ker sem hotel res, da je pač narejen tako, kot mora biti, drugače pa ostalo pa, kakor se sam spomnim, nekako spotoma. Punce nimam, ampak tudi je ne iščem med veganskimi krogi. Pomemben mi je pač, da je punca nekako, da se razumeva, da delava nore stvari skupaj in to mi je pomemben pač, če ni veganka, mogoče če je odprta za to, pa če je že vegetarijanka, kakorkoli. Če je pač primerna zame, se že nekako ujela v tako smer, tako da ni to, da bi nekaj gledal, da pač mora biti veganka, pa da mora biti pa nekaj okusa, jaz sem tako pač, če me pritegne, to je pomemben. Je pa imela mati rojstni dan in je ona povabila, tako kot skoraj vsak let, je povabila svoje prijateljice in jaz ji nič nisem rekel, ona je rekla, da zase torte ne bo delala, sem rekel, bom jaz naredil torto, ne. Ona nič ni vedela, jaz sem to, je bilo že popoldne ali zvečer, ko se je zabava začela, jaz sem pa šel vmes še torto naredil in sem jaz tisto postregel vsem. Mati je seveda nekako posumila, da je veganska, ampak ostali pa so kar malo spraševali, kakšna torta pa je to, ne, a sem navadno naredil, a je to veganska, ne, pa kaj si dal not namesto jajc, kaj si uporabil to. Tako da kar zabavno, ne, vsi so se ful zanimali, ne, ker pač to je nekaj tazga, ni tako vsakdanjega, pa veliko ljudi si nekako ne predstavlja, kako bi kaj naredil, tako da nekako tudi pozitivna sprememba, da se to da, ne, pa da je to dobro. In takrat je prišel fotor domov, je prišel, ne, v polnoči je prišel iz tujine z letalom, je prišel sestradan, je rekel, daj, bom jaz malo torte, ki je še glih ustal, pa je tisto, ko pojede, je rekel, da boljše torte še doma nikoli ni jedel, še zdaj ne ve, da ni bilo jajc not. Tako da, kadarkoli mi kaj reče, ga kar malo tako upomnim, ja, lej, veš, da lahko dobro naredim. Ja, tako bom rekel, jaz vsak dan sem veliko po hribih, pa veliko v gorah, pa vsak dan prekolesarjam 30 kilometrov, pa to je načeloma, je to težaško delo, ne, da greš zjutraj na Triglav, pa si ob 2 popoldne na kosilu že doma. Recimo, pač, to je težaško delo, pa ne rabim nobenih živalskih sestavin, pa sem čist in shape in tako da pa ponavadi to tisti, ki se spomnijo, pa kakšno tako, tisti, ki se spomnijo tazga argumenta, ponavadi sploh ne upravljajo kakšnih takih del, tako da to je v bistvu vse en mit. Predvsem ukvarjam se z alpinizmom, veliko hodim v gore, gorski tek, zase tudi tekmovanj se udeležujem. Pretekli vikend sem bil na Goniponiju, s ponijem na vrh Vršiča, kjer sem bil 43 med nekaj 1000 nas je bilo, mislim da. Pa bil sem tudi na eni tekmi, sem tudi dobil zelo lep rezultat, tudi zdaj že
plezam, pa veliko kolesarjem, gorsko kolesarjenje, mestno kolesarjenje, tako da sem v bistvu zelo aktiven. Pa delam na terenu, delam zunaj, sem že rekel, dostavljam pakete s kolesom. Tako da predvsem veliko se ukvarjam z vsem možnim. Skozi aktivnost, ko sem v gibanju. Folk, spoštujte sebe, spoštujte živali, spoštujte našo mati naravo. Be the change you want to see in the world. Peace. Rad bi še nekaj dodal, pa ne vem kva. To je zato, ker zdaj imaš bolj tako energijo, veš, Ja, zdaj sem prejšnjo odpadel, zdaj bi mogel še nadaljevati še ene pol ure. Ja, še razgubo. Tako imamo kar vdajo, da ne razumem. To je to, ja.